Namen knjige Pripovedno izročilo razvoj in raziskovanje je približati bralcem značilnosti in razvoj te različne teorije in metode raziskovanja folklornega pripovednega izročila tako v preteklosti, kakor danes. Knjiga je izšla kot tretja v zbirki EFKA, etnologija, folkloristika in kulturna antropologija, ki jo je zasnoval in jo ureja kolega dr. Jurij Fikfak in je namenjena prav tovrstnim bazičnim in aktualnim študijam. V ospredju obravnave je razvoj slovenske slovstvene folklore, na katero sta močno vplivala mednarodno ustno izročilo in literatura. Slovenske ljudske pravljice, povedke in druge oblike pripovedništva so namreč del svetovne slovstvene dediščine in pripovedne kulture. Kot je znano, sta se literatura in slovstvena folklora med sebojno vplajali in zato predstavlja pripovedno izročilo ne glede na razdalje, tako prostorske kot časovne, skupno bogastvo številnih narodov. Prve knjige, ki so vplivali na mednarodno pripovedno kulturo, so nastajale v Indiji in na Bližnjem vzhodu, med njimi sanskritska rigvedska himnika, najstarejši ohranjeni dokument indoevropskih jezikov. Raziskave so pokazale, da so se nekateri tovrstni motivi ohranili do današnjih dni, kar drži tudi za indijsko zbirko Pančatantra, na osnovi katere se je med drugim izoblikovala tudi zbirka arabskih pravljic Tisoč in ena noč. To vrstno prenašanje motivike se je seveda nadaljevalo v antiki in poznejših obdobjih. V srednjem veku so na pripovedništvo vplivali med drugim živalski romani oziroma epi o Lisjaku Renardu, zbirke prilik in anekdot, kot je na primer Gesta Romanorum, dejanja Rimljanov in zbirke apokrifnih legend, na primer legenda Aurea, zlata legenda Jakoba de Voragine. V času baroka naj izpostavim le v slovenskem prostoru zelo pomembno delo Slava Vojvodine Kranjske, polihistorja barona Janeza Vajkarda Valvazorja, v katerem so dokumentirana številna ljudska izročila tistega časa. Sledila so obdobja razsvetljenstva in romantike, ko je postalo zbiranje in raziskovanje ljudskega izročila vedno bolj pomembno. Skozi zgodovino se je spreminjala tudi terminologija za posamezne žanre slovstvene folklore in za področja njenega raziskovanja. Razvijale so se tudi različne metode in teorije raziskovanja, ki so se ali se še vedno uporabljajo v folkloristiki. Med prvimi so bile mitološko usmerjene šole, ki sta jih spodbudila že brata Jakob in William Grimm, prav tako antropološke teorije, v okviru katerih se je folkloristika ukvarjala z izvorom in razširitvijo pripovedi, kot so difuzionizem in evolucionizem, in izrazito folkloristično usmerjena geografsko-historična metoda ali finska šola. Nastajale so teorije usmerjene, teorije forme, kot so morfologizem, strukturalizem, semantika, semiotika, in prav tako literarno-estetske in kulturno-zgodovinske teorije. Sigmund Freud in Carl Gustav Jung sta spodbudila psihološke in psihoanalitične teorije. Pomembno mesto v razvoju raziskovanja folklornega pripovedništva imajo raziskovalne smeri, ki se posvečajo v prvi vrsti pripovedovalcem in načinu pripovedovanja ter pripovednemu dogodku. V novejšem času nastajajo nove usmeritve, povezane z spremenjeno družbeno-zgodovinsko epistemologijo in ontološkim obratom. Knjiga pa se dotakne tudi revolucije človeških komunikacij, ki je pospešila raziskave sodobnih povedk, urbanih zgodb in spletne folklore, imenovane tudi online folklora ali e-lore. In slovstvena folklora je na prelomu tisočletja doživela veliko sprememb, predvsem zaradi razvoja informacijske družbe, medijev in svetovnega spleta. Hvala.